Uspešno, zdravo in pa predvsem uspešno 2026. Smo že v novem letu in upam, da si preživel oziroma preživela ene čudovite praznike. Danes pa s tabo želim deliti eno zgodbo, ki mi je dala eno večjih lekcij glede mojega posla in pa časa in pa seveda povezano s koledarjem, kako je v bistvu sem ugotovila, da mogoče mi koledar laže ali pa tudi ne. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Še preden pa delim celotno zgodbo, bi te pa rada samo še spomnila, da če slučajno še nimaš rezervirane vstopnice za aktivacijo, kjer bomo aktivirali v 4 videih, bomo aktivirali svoj posel, svoj brand, zato da postaneš tista edina prava izbira za svoje idealne stranke, ki z veseljem ne samo pridajo in plačajo več, ampak tudi naprej priporočajo. Spodaj bom pustila link, rezerviraš pa lahko svoje mesto na mod.si/aktivacija. Ok, zdaj pa gremo torej na samo epizodo in kaj je bila tista moja napaka, ki sem jo včasih delala, in sicer to je bil, da sem imela popolnoma poln urnik. Moj koledar, običajno uporabljam kar Google koledar, je bil res čisto poln do zadnje minutke. Ampak to še ni bil tak veliki problem, kot je bil problem to, da v bistvu ni bilo pa rezultatov, ki sem si jih želela. In potem sem si ful težko sploh predstavljala, kako je sploh možno, da nekateri lahko imajo ful uspešen posel, pa potem zraven delajo še na kakšnih takih projektih, ki so bolj kot hobi, pa ki zraven lahko delajo še veliko na rasti pa razvoj svojega brenda in tako naprej. In seveda sem se počutila, kot da sem totalno nesposobna oziroma da mogoče pa jaz nisem toliko sposobna, kot so nekateri drugi. In zraven se je potem prikradel še ta občutek nemoči, izčrpanosti, preobremenjenosti, ker ko je bil vedno moj urnik poln, seveda ni bilo prostora delati na čem drugem, kar bi mi mogoče lahko osvobodilo čas, ali pa ki bi bil recimo nek projekt, ki bi lahko bil takšen, da ne zahteva nujno samo mojega 1-na-1 dela in tako naprej, sem se ujela v bistvu v en taki začarani krog, da če ne delam, potem v bistvu trpi tudi moj posel. In nekako sem imela neko prepričanje, da če pa si vzamem čas za to, da delam, ker razumela pa sem, zdaj če nič ne spremenim, potem se seveda ne morem pričakovati drugih rezultatov, ampak kako zdaj si nekako vzeti čas oziroma kje sploh najti čas, da lahko delaš dejansko na svojem poslu. In se mi je zdelo totalno nemogoče. Potem pa sem nekje zasledila eno tako zanimivo vprašanje, da če bi ti recimo zdaj nekdo ponudil 10.000 evrov, da investiraš 1 uro, ne vem, v nekaj, ali lahko najdeš ta čas. In to mi je dalo ful zamisliti, da če je nekaj nam dovolj vredno, seveda se najde tudi čas. Tako da to, da nimamo časa, sem nekako dobila tako zelo lepo lekcijo oziroma opomnik, da zmeraj imamo čas in tudi, da v bistvu ne želim živeti takšnega življenja, kjer bom zmeraj brez časa, ali pa da bom zmeraj lovila da bom zmeraj v takem začaranem krogu, kjer se bom govorila, da nimam časa za nič drugega. In moja vizija nekako se je takrat popolnoma spremenila in nisem bila več samo zato, da imam uspešen posel, ampak je moja vizija postala, da je v bistvu življenje uspešno in pa tudi posel. Ker če smo čisto iskreni, ko imamo oboje, to vpliva eno na drugo. Ko imamo uspešno življenje, ko smo izpolnjeni, ne vem, v družinskem, partnerskem, kakršnokoli osebno izpolnjeni, potem tudi v poslu lahko veliko več damo. Tako da ena taka zmagovalna kombinacija in to je nekako tudi
še zmeraj moje vabilo oziroma vodilo za moj posel, pa tudi za vse moje stranke. A ne? In potem sem začela raziskovati, kako pa zdaj se torej lotiti, kaj so tisti konkretni koraki, kaj lahko naredim. A ne? In začela sem ugotavljati, da v bistvu je potrebno planirati glede na prioritete oziroma glede na cilje, in ne samo to, kaj so moje naloge, a ne, in kaj moram narediti. A ne. In hitro sem se začela spraševati, ampak ene naloge so vseeno takšne, ki mogoče morajo biti narejene. In začela sem spraševati tudi, kaj lahko mogoče avtomatiziram, kaj lahko delegiram in tako naprej. In seveda iz tega je prišlo več jasnosti, več notranjega miru, ker sem točno vedela, v katero smer grem, ker ko se je začel torej preoblikovati tudi moj koledar, a ne, ki je nekako tudi izražal to, kaj so moje prioritete, pa v resnici niso bile, se je začela tudi aktivirati več energije, več navdiha, ne? Ker ko delaš res tisto, kar ti veliko pomeni, kar so ti prioritete, se mi zdi, da se začneš tudi s tem delom lahko polniti. In zdaj, ko že govorim, a ne, o tem polnjenju in to, torej ne pozabi, če še nimaš rezervirane vstopnice za aktivacijo, jo lahko brezplačno rezerviraš na mod.si/aktivacija. To gre torej za takšen kratek program, kjer bomo aktivirali sebe pa svoj brand, zato da postane prva izbira za naše idealne stranke, ki plačajo tudi z veseljem premijo. In zdaj, če se samo še vrnem k tej zgodbi, a ne, kaj se mi je dogajalo. Ne. Torej, imela sem res pred leti čisto polni koledar, od vseh admin del in od vsega, kar sem mogla za stranke narediti, pa potem še za računovodstvo, pa vse ostalo. Saj vemo, kot podjetniki imamo verjetno malo več dela, kot samo, če bi bili zaposleni, a ne. In vedno sem imela, ko sem dobila veliko takih admin del, jaz temu rečem, a ne, ali pa nekih zahtevkov od strank, ali mi lahko še to narediš. Seveda sem zelo bila hvaležna, ampak sem pa vedno imela občutek, da moram vse narediti takoj. Torej, da če mi zdaj nekdo pošlje, da naj nekaj naredim, to mora biti narejeno danes, jutri je že skoraj prepozno. In ta občutek, seveda, ko sem potem bila ful odvisna od tega, kaj mi bo kdo kdaj poslal, je bil zelo taki neprijeten, ker sem začela opazovati, da v bistvu si jaz sploh dneva ne morem planirati, ampak ga v bistvu planirajo vsi drugi. In ne me narobe razumeti, seveda ni nihče nič kriv drug kot jaz, ker pač mi kot podjetniki, a ne, si zastavimo neke, kako bomo delovali, kakšne so naše meje, če temu rečem, a ne, pravila in tako naprej. In seveda, ko sem se zaciklala v to, da takoj, ko mi je nekdo mail poslal, sem jaz mogla narediti, a ne, nisem imela časa, da bi sploh delala na kakšnih projektih za svoj posel, za rast in razvoj, a ne. In seveda potem na koncu leta, na koncu meseca nisem dosegla tistih ciljev, ker sem si jih recimo zadala. A ne? Sploh, če so bili cilji, da bom recimo, ne vem, naredila nek novi launch, ali da bom naredila neko novo kampanjo, ali mogoče kakšno novo darilo za stranke in tako naprej, a ne. Se mi je potem začelo dogajati, da v bistvu sem delala, imela sem ful občutek, da sem ful delala, pa nič v resnici ni bilo takega narejenega, da bi lahko pokazala, ne. In ta občutek mi je bil pač precej grozen, predvsem pa mi je bilo tako izčrpajoče, a ne, potem začneš kar tako malo, nisi več toliko navdihnjen, čeprav uživaš v svojem delu, ampak ni to tisto, kar pač potem iz tebe žari. In jaz priznam, da sem prebrala, pogledala veliko pač tudi podcastov glede produktivnosti in tako naprej. In jaz sem ful obsedena s temi tematikami, pa priznam, da me tudi ful zanimajo, tako da sem res prebrala vse nasvete, vse trikce, a ne, in tako naprej. In v eni knjigi sem potem zasledila, pa mislim, da sploh ni bila za produktivnost pa organizacijo, ampak čisto nekaj X, je bilo napisano nekaj v tem stilu, da ko pogledaš svoj koledar, v bistvu koledar ti pove, kaj v resnici so v tvojem življenju prioritete, a ne. In to mi je dalo potem ful zamisliti, ko sem v bistvu jaz pogledala svoj koledar in ugotovila, da mi koledar ne laže,
ampak mi govori eno resnico, ki mi je totalno odprla oči. In kaj je to bilo? To je bilo, da v bistvu prioritete v moji glavi ali pa v mojih ciljih in tako naprej se totalno niso izražale tudi na koledarju, torej tudi v tem, kam jaz investiram svoj čas. In če sem jaz investirala svoj čas večino samo v neko admin delo, moje cilje pa prioritete so pa bile na drugih projektih, je tukaj v bistvu prišlo do enega zelo, zelo velikega neskladja. In ko sem jaz res pogledala v ta svoj koledar, kjer je bilo vse črno na belem, kjer ni nekega, da si delamo druge razlage, se pa je totalno vse spremenilo in sem začela v bistvu svoj čas planirati oziroma koledar, planirati popolnoma drugače, in sicer tako, da so na prvem mestu postale prioritete. Torej, da sem začela postavljati, kaj je prioriteta in pa kaj ni. In razvila sem nekako svoj postopek, kaj gre na koledar, kaj ne in kako. In kako je potekalo, da sem v bistvu najprej si zdaj naredim v bistvu seznam nekih želenih taskov oziroma nalog, kaj mislim, da je za narediti po posameznem dnevu. In potem te naloge si zložim po tem, kakšna je prioriteta. Ali je to neka prioriteta v stilu, da mora biti narejeno, ne prioriteta, da mi stranka ali pa kdo drug od zunaj reče, to je pa nujno, ker to je tako, vedno so vsi, večinoma 99% je nujno, ampak da se vprašam, kaj je zame nujno. Predvsem zaradi tega, ker sem želela postaviti tudi zase zdrave meje, da jaz odločam v svojem času in kaj je nujno, ne more odločati nekdo izven. Seveda se zgodi, da katera stranka mogoče pozabi, pa potem grem seveda na roko, pa se zmenimo, pa je nujno, pa naredimo prej. Ampak definitivno pa sem želela postaviti pač neke zdrave meje, da ne more biti vse nujno, da ne morem jaz zdaj vsega spustiti, pa delati nekih admin opravil, ki ni bilo prej dogovorjeno, in dati vse ostalo na stran, zaradi tega, ker se nekomu drugemu želi to, ker je to nekomu drugemu prioriteta oziroma nujno. Tako da v bistvu sem po svojih prioritetah, kaj je meni pomembno, kaj je zdaj trenutno na sporedu, se naloge torej zložim po tistem zaporedju prioritet. Torej, najbolj prioritetno, najbolj pomembno je na vrhu in potem gre dol, in potem v bistvu si odprem Google koledar in začnem te naloge tudi dajati na Google koledar. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu, ko imam nalogo, ne vem, da moram nekaj narediti, poskusim oceniti približno, koliko časa bom potrebovala, in v koledarju, torej na Google koledarju v tistem dnevu, torej recimo za danes, rezerviram ta blok. Zmeraj, čisto vsak dan, delovnik od ponedeljka do petka, imam že na koledarju rezervirano od 6 do 8, je zmeraj rezerviran blok za delo na mojem poslu, torej na mojih projektih. In tukaj nimam izgovorov, da se tega ne bi lotila. To je že vsak dan rezervirano, ker je to moja nekako med višjimi prioritetami. In zakaj je rezervirano takoj zjutraj? Kot prvo pravilo, predvsem zaradi tega, ker je zjutraj imam največ energije, in pa predvsem to, da ni potem izgovorov, zato pa nisem imela časa, bomo prestavili na drug dan, in potem ta drug dan nikoli ne pride. Tako da od 6 do 8 je najvišja prioriteta, mislim, vsako jutro je med najvišjimi prioritetami torej delo na poslu. In na koledar seveda grejo potem tudi vse naloge, ki tudi niso vezane na posel. Torej, če moram iti, ne vem, zdaj sem recimo hodila velikokrat k veterinarju, če je veterinar nekje dopoldne, popoldne, kadarkoli, to gre na koledar. Ali pa če imam kakšne dogodke, ali pa če imam kavico s prijateljico, karkoli je tudi nepovezano s poslom, gre na koledar. Zakaj? Zaradi tega, ker istočasno lahko delam samo eno stvar. Tako da koledar pa mi pokaže, kam gre moja energija oziroma kam investiram v bistvu svoj čas. In to vprašanje podobno smo zadnjič, ko smo imeli delavnico za planiranje
leta na Legendarnih sem dobila tudi eno vprašanje za eno čudovito podjetnico, ki dela vzporedno na 2 projektih, a ne, in potem je vprašala, a naj zdaj ta 2 projekta vzporedno planira na svojem koledarju. In to je pač zelo podobno kot poslovno pa neposlovno planiranje, a ne, da damo vse na koledar. Je tudi tu zelo pomembno, da če planiram recimo tudi jaz 2 projekta hkrati, a ne, da potekata, seveda morata biti na koledarju. Zakaj? Zaradi tega, ker obeh ne morem delati isto minuto ali pa isto uro, a ne. Tako da je zelo pomembno, da si pač torej v blokih torej planiram svoj čas. In tako v bistvu potem zelo lepo lahko pogledaš koledar in iz koledarja že poveš lahko, kje so tvoje prioritete in kaj je pomembno in kaj ne. In seveda, če imam preveč taskov oziroma preveč nalog in ne grejo na koledar, je potem tudi zelo pomembno oziroma jasno, da vsega ta dan ne morem narediti. Kar je meni osebno zelo fajn, zaradi tega, ker vemo, ti to-do listi, a ne, sploh med podjetniško publiko so verjetno tako dolgi, da se nikoli ne zaključijo. In jaz osebno ne želim imeti vsak dan tisti občutek, da sem cel dan delala pa nič ni narejeno, ampak v bistvu mi je fajn, da vem, narejeno je tisto, kar sem si zadala, zaradi tega, ker pač sem lahko rezervirala si v časovnih blokih, sem vedela, zmeraj se dam tudi mogoče kakšen fleksibilnost, a ne, da če kaj pride čez dan vmes, da nisem zdaj se zadavim sama sebe, a ne, ampak da točno vem, kaj bo narejeno, koliko bo narejeno in imam o koncu dneva tudi občutek, dan je bil delovno uspešen, a ne. Tako da mogoče tudi tebe povabim, da si vzameš mogoče 10 minut, pogledaš malo svoj koledar in pogledaš, kaj so tvoje prioritete, in če je to skladno s tvojimi prioritetami v glavi ali pa na listu, a ne, ali pa z cilji, in če ni, mogoče poskusiš tudi ti to izboljšati, zaradi tega, ker vemo, a ne, da ko imamo polno življenje, ko imamo, verjetno si nihče izmed nas tudi ne želi imeti samo dela, tudi če ga ful obožuješ in tako naprej, ampak verjetno želiš izkusiti tudi druge stvari v življenju. In čas je zdaj res taki idealni, da mogoče tudi to pogledamo, kje v koledarju ti kažejo se prioritete, in če res daješ čas oziroma čas tudi v tiste stvari, ki so ti v življenju pomembne. Tako da, če še želiš pridružiti nam pri aktivaciji, seveda dobrodošel, dobrodošla. Svojo vstopnico lahko rezerviraš na mod.si, pošiljnica aktivacija, link pa najdeš tudi spodaj pod video. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.